Na tokratno doživetje vas vabim v občino Sveti Jurij ob Ščavnici, v kraje, ki na obrobju Slovenskih goric ter v dolini Ščavnice presenečajo s posebnostmi in kulturnimi znamenitostmi. Naselje Sveti Jurij ob Ščavnici je središče občine z osrednjim trgom, ki mu dajeta pečat gotska cerkev svetega Jurija iz 13. stoletja, ob kateri je Plečnikov tako imenovani dvojni križ in novozgrajen objekt kulturnega in upravnega središča. Kraj z okolico je slovenskemu narodu dal bogat delež velikih Slovencev, kot so literat in politik Edvard Kocbek, politik in teolog dr. Anton Korošec ter škof, teolog in filozof Vekoslav Grmič. Domačini so jih počastili z doprsnimi kipi, ki krasijo trg v lokalnem središču. Le malo stran stoji učilna Zidana, osnovna šola z lepo urejeno zunanjostjo in vinsko trto. Mimo nje se zapeljemo do Blaguškega jezera, ki je prijetna izletniška točka za številne tiste, ki so željni pristne in neokrnjene narave. Tam vas čaka Forest Glamping Resort Blaguš, kjer je pod okrilje dreves umeščena unikatna arhitektura za zahtevnejše standarde na področju glamping turizma. Premišljeno načrtovana simbioza prestiža in narave ponuja namestitev v leseno-steklenih hiškah ali lesenih dvokapnih hišicah stran od vrveža z osebnim in gostoljubnim pristopom ter bogastvo narave, kar bo vaš vdih naredilo nepozaben. Tako kot so nepozabni potepi po zvinsko trto zasajenem Sovjaku. Vinogradništvo in vinarstvo se zrcali skozi tradicijo prednikov in stoletno povezanostjo tukaj živečih ljudi s trtami. Tod so ohranjeni avtohtoni, bivalni in gospodarski viničarski objekti, ki so zaščiteni kot kulturni spomeniki. Takšni sta slamokrita Čehova ključaja in Čehova klet iz 19. stoletja, staro prešo, kletjo in bivalnim delom. Med temi blagorodnimi vinskimi griči se da slišati klopoce in kot malo kje še podoživeti stiskanje, prešanje na tradicionalen način staro leseno prešo. Kmetijstvo je dejavnost, s katerim se preživljajo tukajšnji ljudje. V hribovitem delu se ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom, v nižinskem in rahlo nagnjenem delu pa s poljedelstvom in živinorejo. V zadnjih letih se je tod močno razvilo sadjarstvo z nekaterimi vzorčnimi nasadi jablan in hrušk. Vse več pridelovalcev se odloča za gojitev orehov, lešnikov in malin. Raziskovanje lepot in znamenitosti občine Sveti Jurij ob Ščavnici zahteva tudi čas za malico. Velja se ustaviti na kmetiji Roškar v Kokolanjščaku, kjer pridelujejo in predelujejo mleko in mlečne izdelke. Njihovi produkti so primerni za vse priložnosti in za najbolj izbrane okuse. Navdušeni boste nad navadnim jogurtom in odličnimi sadnimi jogurti najrazličnejših okusov ter tudi z jogurtom na grški način. V njihovi domači trgovini ponujajo domačo skuto, smetano, maslo ter sveži sir, navaden, zelišči in po novem tudi z orehi. Eden novejših izdelkov je zorjeni poltrdi sir kočevar, ki je poimenovan po njihovem domačem imenu. Na slemenu nad Ščavniško dolino se že oddaleč vidi naselje Stara Gora. V zadnjih letih vse bolj priljubljena turistična točka pohodnikov, kolesarjev in organiziranih skupin izletnikov, saj ima kljub svoji majhnosti številne kulturne in turistične znamenitosti. V preurejenih prostorih nekdanje šole je danes etnološki muzej, v katerem je razstavljeno kmečko in obrtniško orodje. Kletni prostori so namenjeni turistični promociji občine, kraja in lokalnih turističnih ponudnikov pod imenom Klet veselja in prijateljstva. Nasproti stoji mogočna baročna cerkev Svetega Duha iz leta 1697, ki se ponaša s pozlačenimi oltarji ter z drugimi najstarejšimi orglami v Sloveniji. Posebej zanimiv pa je leta 1996 postavljen mlin na veter, spomenik preproste vaške kulturne dediščine. Mlin še danes melje moko, predvsem v turistične namene, kot živi muzej nekdanjih časov in dediščina vredna ogleda. Tudi sicer je tukaj moč zaznati globoko zavedanje ljudi za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine. Muzej starodobne tehnike v Bolehničicih, Društva za ohranjanje tehnične, kulturne in premične dediščine Oldtimer Stara Gora ponuja vpogled v skokovit tehnološki razvoj zadnjih desetletij.
Ukolikor ste bolj navdušeni nad naravo kot nad tehniko, potem boste obiskali otok Ljubezni v Žihlavskem gozdu. Zaščitena prvotna meandrina struga reke Ščavnice nudi gostoljubje vodnim in obvodnim žuželkam, pticam in bogatemu rastlinstvu ter je urejena v učno pot. Lepo urejen otok Ljubezni ponuja počitek na klopeh ter enkratno doživetje biotske raznovrstnosti. Je že tako, da ljudje pozabljamo marsikaj, nikoli pa ne bomo pozabili, kako smo se v kraji z gostoljubnimi ljudmi dobro počutili. Če k temu potešimo še kulinarično radovednost ter okusimo lokalne specialitete, ob vrhunski vinski kapljici zadostuje beseda čudovito. Tako se bomo ob koncu današnje rajže pomudili še v gostilni pri Antonu v Jamni, kjer ponujajo gostoljubje tako posameznim gostom kot zaključenim skupinam ob najrazličnejših praznovanjih. Najmlajšim so namenjena tudi lična zunanja igrala. Mojstri kuhanja pri njih žlahnijo tradicionalne jedi z novimi kulinaričnimi presežki na osnovi naravnih, domačih in lokalnih sestavin. Velika ponudba jedi za vsak okus in skorajda za vse želje, tudi za našo, ko smo posegli po jetrcih in zrezku. Izbrani hrani sodi tudi kozarec tukajšnjega vina. Za zdravico in za razmislek, da se odpravite in obiščete občino Sveti Jurij ob Ščavnici, ker boste občutili pristnost in brezčasnost, duh preteklosti in sedanjosti skozi značaj tukajšnjih ljudi, skozi nasmeh, stisk roke in dobro voljo.